Supermarket lepote je naslov, ki smo ga izbrali, ne zato, da bi predstavili nek supermarket, trgovino oziroma stavbo, kjer so razporejene različne police in kjer lahko ljudje glede na svojo kupno moč kupijo nekaj lepote. Daleč od tega, naslov je veliko bolj kompleksen, kot si naključen bralec lahko predstavlja. In vsebuje 3 besede. Se pravi, je besedna zveza, ki je sestavljena iz pridevnika super, kar pomeni nekaj velikega, nenavadnega, če želite nadnaravnega. Naslednja beseda je market, to je pa najbolj kompleksen pojem v teh besedni zvezi, saj vsebuje številne odnose med različnimi ljudmi, ekonomske parametre in ekonomske zakone, ekonomsko teorijo, vključuje prodajo, marketing in vključuje veselje in žalost. In vse v imenu lepote. Zato je naslov te knjige Supermarket lepote oziroma Supermarket lepote. Supermarket lepote bi opredelil z negativno konotacijo vsega tistega, kar nas obkroža v smislu medijskega, tržnega, vse tisto, kar v bistvu človeku narekuje, kaj ne bi bili trendi lepote, kar pa je pravzaprav zgolj komercialno motivirano, bolj ali manj. To je v bistvu neke vrste zagotovilo, da greš v nek prostor in kupiš vse, kar potrebuješ. Ena past lahko, če nisi previden med številnimi izbirami, ki jo danes ponuja trg estetskih storitev. Ekonomska znanost se vsiljuje vse pore življenja, celo v igro otrok. Zato že od leta 1930 obstaja igra Monopoly, tudi za otroke od 5. do 8. leta starosti. Igra je prevedena v 37 jezikov in je na voljo v več kot 110 državah. V njej otroci trgujejo za nepremičnino in kot je zapisano zadaj, zdaj je tu priložnost, da si prislužiš več žepnine, kot si lahko kdajkoli mislil. Otroci trgujejo s hišami, prodajajo avtomobile, trgujejo z vrednostnimi papirji in kmalu bo na polju Monopolija tudi estetska kirurgija. Noro, velika, ogromna ponudba vseh stvari na vseh lepotnih področjih. Ja, svet, v katerem živimo zdaj. Se mi zdi, da smo ženske, moramo biti že malo kot totalne strokovnjakinje, da se znamo odločati. V bistvu to je ena taka dosti nevarna misel, a veš, da nekam grem, pa kupim vse, kar potrebujem. Sam naslov jaz razumem oziroma pojem supermarket lepote kot neko tako malo izzivalno kombinacijo 2 besed. Supermarket dojemamo kot običajno nekaj hitrega, preprostega, celo cenenega, kar se težko usede skupaj z besedo lepota. V supermarketu lepote se letno obrne več 10 milijard dolarjev in več milijonov potrošnikov potroši svoj denar za estetiko, estetske posege, ličenje, telesno vadbo. Toda varnost ni vedno na prvem mestu.